Živijo, moje ime Katarina Mirović, prihajam iz uredništva revije Stripburger in po uredništvu Stripburgerja se trudimo oziroma poskušamo spodbujati stripovsko kulturo in stripovsko ustvarjalnost pri nas ter predstavljati domače avtorje v tujini. Tokrat smo v galeriji Vodnikova domačija v okviru festivala, stripovskega festivala Pinta postavili razstavo Ta ljudske v stripu in Ena Šmitova. Razstava prikazuje dela slovenskih strip avtorjev, ki so nastala po slovenskih ljudskih pripovedkah in noter se je vštula še ena ruska. Dela so nastala v zadnjih 10 letih, najprej delo Matjaža Šmita, slovenske pripovedke in Ena nemška, potem pa smo od leta 2014 začeli serijo manjših knjižic, s katerim smo pri Stripburgerju pozvali manjše avtorje kreiranju, ustvarjanju zgodb po slovenskih pripovedkah. Rdeča nit teh stripov je, da so vse nastale po ljudskih pripovedkah, se pravi, da so ljudske pripovedke bile navdih za njihove zgodbe in eni avtorji so jih preoblikovali, nekateri pa so se dobesedno držali teh ljudskih zgodb. Še druga značilnost teh ljudskih zgodb je, da v njihovih zgodbah kot glavni liki velikokrat nastopajo živali. Živali so sploh pogosti liki, če ne igrajo že glavnih vlog, se nekako znajdejo v teh ljudskih pripovedkah in s tem kažejo navezanost človeštva na okolico, na naravo. Na razstavi lahko vidimo tudi nastajanje stripa. Se pravi, srečamo se lahko s skicami likov in vidimo, kako avtor ustvarja svoj lik, ki na koncu postane glavni junak njegovega stripa. Poleg skice likov se srečamo tudi zgodborisom. To je neke vrste scenarij oziroma sosledje sličič, ki prikazuje, kako bo knjiga potekala. S tem si ustvarjalec naredi neko pripovedno linijo zgodbe. Kar je še zanimivo pri tej razstavi, da lahko vidimo tudi različne likovne pristope avtorjev, zelo pestre likovne pristope. Lahko se srečamo z deli, ki so nastala ročno risana, lahko se srečamo z deli, ki so ročno risana, hkrati z asemblažo neke vrste postavljankami iz različnih predmetov. Vidimo dela, ki so bila zrisana ročno, recimo s tušami in potem pobarvana na računalniku. Srečamo čisto digitalna dela in kar je pomembno, vidimo tudi končen izdelek stripovske knjižice. V izrednih razmerah smo si tole razstavo ogledali po spletu, ker pa razstava je pravo doživetje, šele ko jo vidiš v galerijskem prostoru, vas vabimo, da se ponovno vrnete v galerije, ko bo vsega tega konec. Zdravo, jaz sem Andrej Štular, stripovski avtor, ilustrator in lutkar. Zdaj vam bom pa pokazal eno posebno tehniko, s katero se ukvarjam, in to je izdelava ilustracij s pomočjo najdenih predmetov. Ja, največ stvari najdemo v naravi, tudi take, ki ne sodijo v naravo. Nekaj kostanja bo letos pa tole vejce rogovilce, to so vedno dobrodošle stvari. Jesen pa sploh še malo več zadev.
vidim tudi, kaj je neuporabno, recimo, da kaj zavržem v glavnem stvari, ki se mi zdi, da se mi bojo sesule v prah, ali pa s katerim bom imel preveč dela s čiščenjem, pa predvsem gledam na to, da izgledajo dobro, da so fotogenične, da se da kaj naprej, to že malo naprej razmišljam, da se da kaj iz njih sestaviti. Različna najdišča pa ponujajo različne materiale. Tukaj za mano pa je prva knjiga, ki sem jo izdelal z najdenimi predmeti. In to je moja druga knjiga v isti tehniki z naslovom Medved. Thousand ways, but one direction, deep in the night. Wow. No, to je bilo to. Če vas je delavnica navdihnila, lahko kaj podobnega ustvarite tudi sami. Fotografije svojih del pošljete na spodnji naslov. Srečnih 7 dobitnikov pa dobi tole mojo knjigo. Čau.